Pozdravljeni in dobrodošli na vaši, naši in predvsem na skupni poti, poti do zdravja. Vrednota je zdravje in tega se moramo zavedati predvsem takrat, ko nam stoji ob strani. In da bo naša pot do zrelih, zdravih let, kar se da prijetna in pa predvsem, kot rečeno, zdrava, lahko prvi korak naredimo že nocoj skupaj v današnji pogovorni oddaji, s katero se bomo tokrat dotaknili magnezija kot prehranskega dopolnila. Zato v svoji družbi tudi že pozdravljam doktorja Nikola Krstiča iz podjetja Mic Mengeš. Pozdravljeni in dobrodošli. Doktor Krstič, nekako sva na teh sedežih že domača in sem prepričana, da se boste tudi danes prijetno počutili v oddaji Pot do zdravja. Ok, dober dan najprej vsem skupaj. Jaz delim isto mnenje, isti občutek. Gremo naprej, pa je, a ne? Pogovarjamo se o prehranskem dopolnilu, o prehranskih dopolnilih. Zdaj tukaj v življenju je tako, veste, smo v takih časih, ki so precej pestri, živahni, tudi kar se tiče prehranskih dopolnil, je vse skupaj zelo dinamično, veliko je informacij, so takšne ali drugačne in mislim, res je en tak splošni vtis, da je tega zelo veliko. Kaj pa zdaj? Ja, vsak pravi nekaj v tem smislu, a ne? Enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat, petkrat, šestkrat, desetkrat, 20krat, a ne? In so ljudje nekako, kar bom rekel, malo zbegani, malo zmedeni. Tega je toliko, pravijo, ja, jaz se ne znam odločiti, ne? Pa eni kar zamahnejo, pa grejo mimo in tako naprej. Samo zdaj, tukaj je en zelo tehten premislek, smiseln, potreben. Tukaj je pač treba življenjsko ravnati in se nekako s tem svetom, v katerem živimo, soočiti, ne? Pa videti, mislim, kaj pravzaprav je to vse skupaj, a ne? Zdaj, naša Slovenija je majhna, ampak imamo nekatere stvari, ki so pa zelo povedne, ne? Pa boste videli, da recimo ne govorim kar tako, ampak se bom potem vrnil na prehranska dopolnila, ne? Torej, pestrost življenja v Sloveniji, ki ga mi živimo. Vsak med nami živi svoje življenje in v tem okolju, ne? In živimo v tako imenovani življenjski raznovrstnosti, pravimo, z eno tujko, ki je skoraj bolj domača, biološka diverziteta, ne? Koliko je živalskih in rastlinskih vrst v Sloveniji, ne? Se mogoče nekdo od gledalcev in gledalk na ta hipa, ne, ki nas gledajo, niti nikoli še vprašal, koliko je tega, ne? Številka je res neverjetna. Ne gre za desetine, ne gre za stotine, ne gre recimo za 1000, 2000, ampak za 24 000 vrst živali in rastlin v naši majhni Sloveniji. 24 000. Jaz sem prepričan, da se redko kdo, če sploh kdo, jaz se na primer nisem, dokler nisem šel gledat, koliko je tega, se nisem zavedal, v kakšnem svetu mi živimo, v kakšnem bogatstvu številk živimo, a ne? In potem, če gremo naprej, a ne? Recimo, v eni od oddaj smo govorili o zdravilnih rastlinah v Sloveniji, a ne? In zdaj, če začneš razmišljati, pa ta, pa ona, pa to, pa boš komaj prišel do številke 20, a ne? 22, 23, to je vse, konec, ne? Dejansko pa jih je 486. A veste, ampak to je ljudska medicina, to ni nobena visoka akademska raven, nobeni ne vem kakšni znanstveniki in tako naprej. To je med ljudstvom živi stoletja, tisočletja in je številka 486. Tudi to živimo, ves čas živimo to številko, stoletja in tisočletja. Kako visoka številka. Potem naprej, če gremo, ne, recimo zdaj pa preskok iz ljudske medicine v našo siceršnjo, današnjo medicino, ki pa moramo živeti, a ne? Smo od zdravstva ves čas, COVID in tako naprej, odvisni kar naprej, a ne? Ampak zdravil v knjigi o zdravilih, a ne? Se pravi, samo
zdravilnih učinkovin. Imamo 3000. Halo? 3000? Ja, 3000. In potem recimo še naprej. Teh 3000 zdravil ima svoja tržna imena. In jaz recimo zdajle torej posedujem informacijo gledalkam in gledalcem. Ali smo se zavedali, da vsaka magistra v tisti tudi majhni lekarni ima za seboj 10 000, 15 000, 17 000 imen za zdravila. Kakšna številka? Zdaj se pa vrnemo k prehranskim dopolnilom. Ob tem, ker smo zdaj naslikali, in če imamo nekaj 100 prehranskih dopolnil, jaz predlagam, da nismo zdaj začudeni več toliko, da ne zamahnemo z roko, da ne vržemo puške v koruzo, ampak da se preprosto odpremo in začnemo razmišljati, kaj pa zdaj? Če je to med nami, če to živi med nami, če ima svojo nalogo, če ima svojo vlogo, če je potem takem potrebno, tako kot zdravila, tako kot zdravilne rastline in tako naprej, tako kot vse živalske vrste, ker vsaka živi, vsaka se bori in vsaka ima svojo funkcijo v tem našem svetu. Tako je tudi z prehranskimi dopolnili. In tako se pripeljemo do našega magnezija danes in se vprašamo, zakaj pa magnezij živi, kaj pa magnezij, Tako, se pravi, v spektru različnih prehranskih dopolnil je torej magnezij tema, katero bova danes temeljito obdelala v današnji pogovorni oddaji, vendarle pa je prav, da torej naše spoštovane gledalke in gledalce povabiva, da nas vsekakor pokličejo, zastavijo kakršnokoli vprašanje v tej povezavi, z nami delijo morda tudi kakršnokoli izkušnjo, veseli bomo torej vašega klica in sicer na telefonsko številko 01 330 4009. Magnezij je torej tema današnjega najinega pogovora. Nekateri bi tudi lahko rekli mineral za zdravje, mineral za dobro počutje. Nekateri pa celo pravijo, da je magnezij mineral, ki dela čudeže. Kaj pravite, doktor Krstič? Glejte, jaz bi se vprašal tako, kako v tej množici prehranskih dopolnil, ker je tudi naš magnezij, a ne nocojšnji oziroma današnji, kako to izbrati? Kaj pa zdaj? Če mi sprejmemo recimo vso to bogatstvo prehranskih dopolnil, zdaj pa naslednji korak je, kaj pa zdaj početi s tem? In tu je pa stvar recimo spet zelo življenjska, in v bistvu enostavna, veste, boste videli, čisto enostavna. Zdaj recimo, če rečemo tako, se malo tako pogovarjamo sproščeno, ali sploh obstaja kdo, ki nima zdravstvenega problema? Ali sploh obstaja kdo, ki nima kakšnega zdravstvenega vprašanja, ki ga kaj ne boli, ki nima kakšne zdravstvene težave in tako naprej. In se bomo res strinjali, pa tudi od našega dojenčka, pa do starega atija, ki ima 97 let. Vsi po vrsti imamo svoj zdravstven problem, svoje zdravstvene težave. In smo tam. Se pravi, ni treba nič kaj, ne vem kako filozofirati, pa tuhtati, pa se iti ne vem kakšno visoko znanost in tako naprej. Čisto preprosto. Zdravstvene probleme, ki jih imamo, tudi rešujemo in tako potem tudi pridemo do tega, kaj mi pravzaprav rabimo od te množice prehranskih dopolnil, od te množice zdravil, ki so na razpolago in nas čakajo in očitno čakajo zato, ker so že to marsikomu že prej pomagala, postorila in tako je tudi z našim magnezijem. Naš magnezij je, kot ste rekla, oligoelement, prehransko dopolnilo, ki je že v zadnjih letih zlasti, bom rekel tako malo posodobno, prišlo in pomeni, za tiste, ki ne znajo angleško, pomeni v, se pravi, v je prišel je med nas, tukaj ga imamo zdaj na sliki, prišel je med nas zaradi tega, ker je za človeško telo, ki ima ogromno število
torej funkcij, nalog, povezav med organi na različnih molekularnih nivojih in tu se pogovarjamo o tisočih in tisočih nalog, a ne, no tukaj v tej množici, a ne, je magnezij noter z 600 funkcijami. 600 nalog je znanost ugotovila, da ima magnezij v človeškem organizmu. To je visoka številka. To je visoka številka in potem tudi vidimo, ne, zakaj mu je uspelo priti med nas in živeti in se zdaj o njem pogovarjamo. Dejansko ga za prehrano v osnovi ne moremo absorbirati dovolj. Ja, to je en tak kar stalni problem. Ampak je recimo že to, ne, če mi govorimo o prehranskem dopolnilu, ne, to se pravi, da očitno je problem ga dobiti v naši prehrani, ki je kakršna je. Živimo pač prehrano, kakor jo imamo, se borimo, da bi bila boljša, ampak jo imamo, kakor imamo, ne. In zdaj v tem, kar imamo, ne, pa želimo to izboljševati, ampak kljub tem prizadevanjem, ne, so nekatere sestavine, ki jih ne dobimo dovolj. No in tukaj tudi magnezij zraven. Magnezija zelo, zelo rado primanjkuje. Zdaj recimo še, da gledalke in gledalci dobijo predstavo količinsko, kaj pravzaprav je ta količina magnezija. A veste, koliko ga imamo v človeškem telesu? Torej, človeško telo ima ko v povprečju 80 tisoč gramov. Recimo 80 tisoč gramov, magnezija imamo samo 25 gramov. A vidite, kakšna je to razlika? Za primerjavo torej, ne? Za primerjavo, o čem se pogovarjamo. Ampak je pa zelo pomemben. Brez magnezija ne gre. To pa zdaj moramo takoj reči. Brez magnezija enostavno ne gre. To je življenjsko pomemben oligoelement. Kakor recimo en vijak v enem super avtu, ne, mora biti vijak, mislim, gledaš tisti vijak, ne, pa en tak super avto, ste on tak, ne, nobel, ne. Ampak ta avto brez tega vijaka ne bo šel, ne. Tako je tudi z magnezijem in človeškim telesom. Pač mora biti, ne. Tako kot moramo biti pozorni torej na vse sestavine in pa tudi na sam način življenja, je torej magnezij nenadomestljiv. Glede na težave, ki jih imamo, ne, in te težave zdaj lahko začnemo jih odpirati stran za stranjo, počasi, ne. Pa recimo še to povemo, ne, majčkeno da obnovimo spomina, ne, kako na osnovi česa se mi pogovarjamo. Na vsak način se pogovarjamo na osnovi podatkov, ki so uradni, ki so prišli ven iz najvišjih inštitucij, ki jih poznamo. Stvar raziskav večjih let, večjih desetletij. Več desetletij, tako, pravilno, super, a ne. In zdaj recimo inštitucija, ki je na tem področju tista povezovalna za vso Evropsko unijo, zdaj imamo koliko v Evropski uniji? 27, ali koliko jih je, brez Anglije jih je, ne vem, 27 jih je, nekaj takšnega, ne. No, torej, za vso to skupino, ki smo v EU, ne, obstaja povezovalna skupna inštitucija, ki deluje že tretje desetletje, če se ne motim, če ne celo dlje, a ne, in skrbi za naša prehranska dopolnila, a ne. In skrbi tako, da je to na najvišji ravni, ampak veste, not so recimo najvišji znanstveniki iz vseh teh držav, iz Francije, iz Nemčije, iz Španije, iz Portugalske, iz Belgije in tako naprej. Naj znanstveniki in to, kar ugotovijo, je res kvalitetno, je na nivoju in to je to, ne. No in oni so postavili recimo za prehranska dopolnila, to je recimo njihovo področje, prehranska dopolnila, da preverjajo, preizkušajo, ne. Torej, in se potem tudi to objavlja, ne, to niso raziskave, to so povzetki oziroma zbiranje vseh raziskav, vseh ugotovitev in obravnava in potem nasveti, kaj in kako s temi prehranskimi dopolnili, kaj ta prehranska dopolnila preverjeno počnejo, dokazano počnejo in tako naprej. In za magnezij imajo seveda tudi zdravstvene trditve, kaj magnezij v človeškem telesu počne. To, kar sem recimo prej pripovedoval, je osnova, ne, za te konkretne trditve. Tako, magnezij oziroma s pomanjkanjem magnezija se tako lahko povzameva, dejansko srečujejo vse generacije. Tako je. Od mlajših, srednjih oziroma predvsem pa do starejših oseb. Tako je, ne. Torej, tako kot se recimo zdravstveni problemi nekako osredotočajo na drugo polovico srednjih let, na tretje življenjsko obdobje,
kot je tudi približno podobno z magnezijem. Ne. Vse te težave selijo proti mlajšim, proti srednji, proti tisti prvem obdobju srednjih let, pa tudi med mlade, tudi, a ne. Žal je tako pač, ne, zaradi življenjskega stila, zaradi stresa, zaradi premalo gibanja, ne. Se nam pač bolezen tako obnaša in tudi potem je treba za to vse skupaj skrbeti in tudi za magnezij, a ne. Mi nimamo nobene posebne omejitve za jemanje magnezija po starosti, ne. Nimamo, ni, a ne. Tako da mislim, tukaj je stvar odprta. Je mogoča uporaba torej je možna vsem uporaba, generacijam? ni stvar omejena. No, ampak sem recimo še želel to poudariti, a ne, da torej, kako zdaj štartati in kako recimo odpreti to knjigo o magneziju, a ne, ja, čisto preprosto, a ne. Gremo problemsko, a ne, pa recimo pri tej naši inštituciji, to se imenuje z angleškimi okrajšavami je EFSA, to je Evropska agencija za varno hrano, za varna živila. Tudi prehranska dopolnila so živila, ne, EFSA, European Food Safety Agency, ne. No in ona je recimo dala eno skupino zdravstvenih trditev, ne, za magnezij, ne. Ena tistih vodilnih je ta, da magnezij prispeva k delovanju mišičevja, k delovanju mišica, ne. In ravno tukaj ima večina ljudi največ težav. Ja, tu recimo, to je oni seveda, ne, se osredotočajo na probleme, ne, ne. In zdaj magnezij je pomemben za delovanje mišica, ne, more biti, ne. To se pravi, kaj so hoteli reči, je čisto preprosto zadevo, a ne, za ustrezno delovanje naših mišic, vseh, ki jih imamo, a ne, je potrebna določena raven magnezija v krvi. Če je ta raven premajhna, a ne, se potem pojavijo problemi, a ne. In zdaj recimo en tak ponarodeli problem, ki ga tudi vsi naši pač gledalci in gledalke poznajo, je preprosto ta, a ne, mišični krči. Ne. Tako, začne se z manjšimi, nadaljuje z vedno večjimi. No, ampak to je zdaj to, ne, mislim, kar govorimo, ne. Magnezija iz različnih razlogov primanjkuje in potem mišice slabo delajo in se samodejno krčijo, ne. To ni normalno, ne. Ampak ti krči so boleči, ne. A veste, ko se recimo mišica samodejno skrči, ne, brez naše volje, ne, se pravi, se skrči in ostane skrčena, ne. In zdaj, zakaj pa boli? Boli zaradi tega, ker enostavno cirkulacija ne more tu delovati. Ko je mišica skrčena, je stisnjeno vse. So stisnjene vse žile, a ne, in vsi razkrojki, ki nastajajo, se kopičijo, mlečna kislina se kopiči in to boli. In to je zdaj problem, a ne. No in tukaj, a ne, se stvari dajo lepo uspešno reševati, a ne, z dodajanjem manjkajočega magnezija. Zdaj mogoče, da bi recimo še tukaj osvetlila, ne, kaj pa je tisto, ne, kar nam ustvarja pomanjkanje magnezija, ne. Z hrano ga dobimo, ne. Ampak ponavadi ne dovolj. Ja, ne dovolj, ker je preveč pač tistega torej odplavljanja, preveč je izgube, a ne, ko recimo nekaj prihaja in ko nekaj se porablja, a ne, če je to v ravnovesju, okej, gre naprej, a ne. Ampak tukaj na tej strani, kjer magnezij izgubljamo, je preveč dejavnikov, boste videli zdaj, ki bomo začeli naštevati, a ne. In recimo, eden od teh dejavnikov v sodobnem življenju, ki odplakuje magnezij, a ne, je stres. Dajte mi povedati, kdo danes ni v stresu. Težko bi ga našli. Isto kot smo prej rekli, ne najdemo človeka, ki bi bil zdrav, ne najdemo danes človeka, zlasti v današnjih razmerah, ki ne bi bil v stresu. Ne? Karkoli poslušaš, to je en sam stres, a ne? Je stres, je. Ne? Se bojiš za imunski sistem, se bojiš za zdravstveno stanje, COVID je kar naprej, zdaj je bil leto in pol, ne? In tu je eno ogromno področje,
ki nam je zbijalo dol magnezij, ne, ves čas. A ne. Potem recimo realnost v življenju je to, ne, da pijemo kavo. Zdaj smo malo pri hecu, ne. Kako je lepo kavo Ampak pita, brez ne. nje ne gre. Ampak kako je lepo kavo piti, pa koliko se je spije, ne. Ampak glej ga zlomka, spiješ kavico, uživaš, se ti kar malo odprejo, ne, možgančki, ne, in si užidane volje, ampak tvoj magnezij je pa šel dol, je pa šel pa, ne. Pa se ne zavedamo. Pa se tega ne zavedamo, ampak to se nabira, a ne. Potem recimo, isto je tudi recimo, ko smo malo židane volje, pa si privoščimo kakšno kapljico, izgubljamo selen, vam rečem, a ne. Ali pa recimo, potem recimo tudi pri kajenju isto, ne. Izgubljamo magnezij, ne. Jaz sem spet malo selenom venom, ampak moram paziti, da ne bom zamenil. Torej, izgubljamo magnezij, ne, izgubljamo, ne. V hrani ga dobimo res v veliko vrst zelenjave, ne, ga dobimo, a ne. Ampak, kot rečeno, zdaj ta izguba, a ne, je pa prevelika in to, kar dobimo s hrano, ne dohaja tega. Ne Enostavno ne zadostuje. dohaja. Tako. Enostavno ne dohaja, ne. In ko so šli meriti, ne, magnezij v krvi, praviloma vam rečem, ne, ga manjka. In še tukaj eno veliko pravilo, ki ga še eno pač veliko pravilo, ki ga ponavljamo, a ne. Torej, mlada leta, srednja leta, tretje življenjsko obdobje, v tretjem življenjskem obdobju, a ne, pa še vsrkavanje iz hrane pade. A si morate misliti, a ne, recimo v tretjem življenjskem obdobju vsrkavamo samo 40%, tretjinsko, ne, pa nam ga manjka. Se pravi, da nam ga manjka še bolj. In bolj, ko se staramo, bolj nam primanjkuje magnezija in v čem je rešitev? Ja, v dodajanju, v prehranskem dopolnilu magnezija. Potreba torej narašča in prav vaše podjetje je, bi lahko rekli, ekskluzivni zastopnik Pharma Nord, se pravi danske blagovne znamke, ki pa ima rešitev v tej povezavi. Ima. Vsekakor torej govoriva o rešitvah težav. Omenila sva mišične težave, še številne druge so tiste težave, ki jih bova vsekakor predstavila v nadaljevanju. Vi, spoštovane gledalke in gledalci, pa ste namreč še vedno vabljeni, da stopite v stik z nama, torej z menoj in pa z doktorjem Nikolo Krstičem. Karkoli povprašate oziroma morda posredujete tudi kakršno koli izkušnjo. Midva bova pa namreč v nadaljevanju temeljito predstavila Pharma Nord izdelek oziroma magnezij, ki ga potrebujejo, kot že rečeno, torej prav vse generacije, od tistih najmlajših do torej tudi nekoliko starejših. Rešitev je torej tukaj le na dlani, prav tako bova pa tudi prezentirala samo uporabo magnezija, torej vašega Pharma Nord magnezija. Torej, magnezij izredno pomemben, tega pa se seveda ne zavedamo. Okay. Prehranska dopolnila imajo torej, kot že rečeno, posebno poslanstvo. In tega se morda včasih zavedamo prepozno. In prav gospod Nikola Krstič je tisti, ki nas danes nekako seznanja, popeljuje v svet tako imenovanega magnezija. Nekako sva prej že izpostavila določene težave, ki nekako vodijo v to, da dejansko potrebujemo tudi prehranska dopolnila magnezija. Poleg mišičnih težav je pa teh težav še veliko več oziroma veliko drugih. Ja. Tako, mislim, pravzaprav je tako, ne, tukaj gre za ene izvedbene težave, spet na osnovi te zdravstvene trditve, da magnezij prispeva k delovanju mišica, ne. Mi imamo mišice treh vrst, ne. So recimo mišice, ki jih v tem klasičnem pomenu poznamo, s katerimi premikamo roke, noge, se pravi, se gibljemo, to so te prečno progaste mišice, pravimo. Imajo pa tudi vsi naši notranji organi svoje mišice, veste. Želodec ima svoje mišice, ker se
pač krči, sprejem, zapira in tako naprej, a ne. Tudi, mislim, črevo, a ne, in tudi vse naše krvne žile imajo v svoji steni mišice, s katerimi se različno gibljajo, prilagajajo pač pretoku krvi in tako naprej. A ne. In opravljajo svojo funkcijo. Tako opravljajo svojo funkcijo, normalno, ne. No, in tudi na te, pravimo jim gladke mišice, a ne. Gladke so zato, ker so enako pobarvane, niso pač prečno pobarvane, kot so te prečno progaste, a ne, tele, ki jih poznamo kot mišice, sicer kot meso, ne. No, torej, te gladke mišice, recimo v krvnih žilah, a ne, tudi, a ne, zdaj bom čisto, recimo, po domače govoril, a ne, recimo, prej smo videli, ko imamo premalo selena, dobimo mišične krče, ne. Enako se dogaja tudi nekaj podobnega, seveda. Nekaj podobnega se dogaja tudi s temi pač našimi mišicami, ki so v stenah krvnih žil, veste, ne. Se pravi, krvna žila pa okrog, mislim, te pač gladke mišice, a ne. In ko primanjkuje selena, tudi te mišice so motene. Tudi pri njih se žile skrčijo. In ko se žile skrčijo, ne, to pomeni pa visok pritisk, veste. Ker ko se žile skrčijo, tista količina krvi, ki je noter, vse si predstavljate, a ne, je pod večjim pritiskom, ne, in to je potem breme za srce, ki mora to potiskati in tako naprej. Se pravi, pomanjkanje selena, pomanjkanje magnezija, ne, zelo pomembno za ustrezno delovanje srca in ožilja, a ne. To se pravi, ne, to je zdaj problem pomanjkanje selena. In tudi je res tako, veste, jaz se spomnim, ne, ko sem pred toliko in toliko leti, a ne, delal v osnovnem zdravstvenem varstvu, a ne, in sem se srečal, veste, recimo pri obvladovanju visokega pritiska so znani problemi, ne. Poskusiš en antihipertonik, pa ne prime, pa drugega, pa ne prime. Pa kombinacijo, pa spet problemi in tako naprej. In so nekateri ljudje kar naprej so pač hodili s temi problemi in smo bili vsi skupaj nejevoljni, a ne. Na kar se je nekega dne, a ne, pojavila informacija, da je v ozadju lahko tudi magnezij. In ko sem jaz to poskusil, se je stvar res uredila. Zdaj, to ne pomeni, da je magnezij zdravilo. Ni. Mi še zmeraj moramo jemati antihipertonik, se pravi zdravilo proti hipertenziji, ampak s tem vse skupaj postane učinkovito, ker mišice začnejo, te gladke mišice v žilnih stenah, začnejo primerno fiziološko delovati. Se pravi, magnezij tako opravljajo svojo funkcijo, a ne, se ne upirajo več, se ne kontrahirajo več, a ne, čisto po nepotrebnem, ampak po nepotrebnem zato, ker manjka magnezija, ne. In zdaj, ko mi dodamo ta magnezija, ne, je čudovita zadeva, vam rečemo, ne. Se pravi, tukaj vidimo, kako torej prehrana, ustrezna prehrana gre v štric z farmakoterapijo, z zdravljenjem, z zdravili. To dvoje gre skupaj, veste, ampak je treba pač malo več vedeti, ne, malo širše pogledati, ne, in recimo skupaj z recimo obvladovanjem hipertenzije, ne, preveriti tudi, evo v tem primeru, ko se pogovarjamo o magneziju, tudi koliko je magnezija. In praviloma je tako, smo rekli prej, da ga zelo rado primanjkuje, ne. Se pravi, da veliko problemov se da rešiti tako, da se to dvoje kombinira, a ne, in tu pač je to ena taka lepa izkušnja, a ne. In pa rešitev dejansko. In rešitev problema. V sodobnem času pa se vse več težav, se pravi tudi vse generacije se dejansko s tem srečujejo, motnje spanja. Tudi tukaj je magnezij kot neke vrste rešilna bilka. Ja. No, te motnje spanja, ne, torej to je spet ena taka, pa recimo, tu smo zdaj na področju centralnega živčnega sistema, ne. Spanje, to je značilnost centralnega živčnega sistema, predvsem možganov, a ne. Tukaj smo recimo tudi na področju počutja, kako se psihološko počutimo, ali se počutimo v redu, ali
smo nekam nelagodni, v eni čudni taki situaciji, nelagodje, negotovost in tako naprej, ampak kar tako samo od sebe, In zdaj, tukaj so tudi ugotovili, da sodeluje magnezij. In recimo ta ista agencija, ki smo jo prej omenjali, je spet to raziskovala in postavila spet zdravstvene trditve, In pravijo, magnezij prispeva k delovanju živčnega sistema, Pa potem recimo magnezij prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju. Človek se normalno psihološko počuti tako, da je kar nekam v redu, Če ima problem, se loti problema in ga reši, pa je spet v redu, Če pa je pa kar naprej nekaj ne štima, potem pa to ni to, Potem se moramo vprašati, kaj se dogaja, No in tukaj zdaj vidimo, da tudi magnezij tudi pri tem sodeluje, Pravzaprav je pa vse skupaj še povezano z, tako bom rekel, z eno drugo zdravstveno trditvijo, in sicer, da magnezij je potreben za ravnotežje, da je to malo tako, se sliši znanstveno, ampak vse to smo zdaj v navadnem življenju že velikokrat slišali, Recimo za kalcij, Kalcij je kalcij, se vsi vemo za kalcij, Kalcij pa kosti pa tako naprej, To so elektroliti, Ampak tukaj pa tudi magnezij, veste. Magnezij je tisti, ki skrbi za ravno prav kalcija v človeškem telesu. Recimo za raven uravnava ga torej. Uravnava, tako, skrbi za ravnotežje elektrolitov. Recimo zdaj pri kalciju. Kalcij, je pa zelo pomemben za delovanje živčevja. Brez kalcija, oziroma ko je premalo kalcija, živčevje ne more normalno delovati. Ampak za ta kalcij pa poskrbi magnezij. Tu zdaj vidimo, pri čem smo, Tako da zdaj spet, mi imamo recimo za recimo ta posamezna področja, imamo diagnoze, recimo. Imamo zdravila in jih zdravimo, Samo, ko pa manjka magnezija, veste, potem imamo pa problem s kalcijem, imamo hipokalcemijo. In ti lahko poješ kalcija, kakor češ, Če ti manjka magnezija, ne gre, ne pomaga, Ne pomaga, nikoli ne more biti v redu, pride pa gre, ker ni magnezija, ki bi ga uravnaval, ki bi ga vzdrževal na primerni ravni, Jaz malo poenostavljam, ampak v principu je tako. To se pravi, spet se vračamo k magneziju in vidimo, se pa strinjate, recimo, to recimo delovanje centralnega živčnega sistema, pa spanja, uravnavanje spanja, recimo tudi, To je ena od glavnih nalog naših možganov, da se mi v redu spočijemo. Zdajle v medicini, veste, ni več nobenega dvoma, da recimo strokovno popolnoma upravičeno rečemo, spanje nas zdravi. Resnično. Spanje nas tudi zdravi. Katerokoli zdravljenje imamo, če ni dovolj spanja, to zdravljenje ne more biti uspešno, se pravi, tudi spanje je del zdravljenja. Mislim, o kako pomembni stvari govorimo, pa se spet moramo dotakniti prav tega pač našega današnjega magnezija. In govorimo torej o kvalitetnem spanju. Seveda, o kvalitetnem spanju. Torej, ni problem tako preprost pa enostaven, ampak brez magnezija smo manj uspešni. Vse, kar počnemo, če ne upoštevamo tudi magnezija, smo dejansko manj uspešni. Pa zakaj ne bi še to primaknili zraven, pa potem bolj uspešno šli skozi vse te probleme, ki jih v življenju itak imamo. Tako, tudi sladkorna bolezen kot taka je vse pogostejša. Tudi tukaj brez magnezija torej ni izboljšanja. Tudi tu so ugotovili, torej recimo sladkorna bolezen,
magnezija dovolj, ker veste, tudi pri dovolj magnezija je pač možna sladkorna bolezen. Ampak, ko je magnezija premalo, je sladkorna bolezen težja, manj obvladljiva, ne? Hitreje napreduje in tako naprej. Ne? Se pravi, spet smo ne, ampak mislim, koliko je pa sladkorne bolezni v Sloveniji? Imamo celo armado, 150-200 tisoč, a veste. Ne, in zdaj vidimo, pa recimo motnje spanja doživlja, ja, mislim, da ne bom pretiraval, ampak imam recimo v spominu številko med 25 in 30% ljudi. To je veliko, veste? To je veliko. To je veliko. V sedanjih časih, se strinjate, pa še toliko bolj. Tako. Pa še toliko bolj. Sodoben način življenja. Pa še toliko bolj, ker smo ugotovili, koliko imamo stresa. Stres odpravlja magnezij, magnezija premalo, tisto, kar je bil problem, je potem še večji problem, ne v tem smislu, da je težji, ampak ga je še številčno več. Tako da spet se vračamo na to, da je pomembno, da si pomagamo z magnezijem, da končno dajmo to škatlico pokazati. To je biomagnezij od Pharma Nord. Ne? Se pravi, govorimo o danski, cenjeni blagovni izdelovalcu. znamki. To je blagovna znamka, ki je renomirana. Mi smo tukaj večkrat rekli, da Pharma Nord, ta grupacija, kateri pripada s pogodbo tudi Mic Mengeš, mi smo partnerji že od leta 1998, od spomladi 1998, no, ampak ta grupacija je torej dinamično prisotna, razvojno zelo močna, polovico svojih resursov, kadrovskih, finančnih, prostorskih in tako naprej usmerja v razvoj in se trudi, da pri posameznih teh izdelkih, ki so znani na področju prehranskih dopolnil tudi, da ustvari nekaj novega. In ko ustvari nekaj novega, potem pride na trg. In potem je to tisto, kar prinaša torej uspešnost, kar prinaša tudi reputacijo in tako naprej, kar prinaša tudi sloves. In za Pharma Nord vemo, da je tako. In tako je tudi podobno tudi pri tem našem izdelku biomagneziju. Nocojšnjem jaz predlagam, če nam režija pokaže en grafikon, ki ga bom poskušal komentirati. To je recimo, koliko se magnezij pri tem našem biomagneziju, koliko se ga vsrka po zaužitju. To je zelo pomembno. In to je ravno prednost, bi lahko rekli, Pharma Nord magnezija. Tako. Glede na to, da sva prej govorila tudi o tem, da imamo na razpolago različne ponudbe prehranskih dodatkov, tudi različne ponudbe magnezijev, ne nazadnje, in ravno Pharma Nord z tako imenovano danskim znanjem in pa kvaliteto zagotavlja nekaj drugega. Tako da recimo pri tem odločanju, smo rekli prej, dajmo se odločiti, da smo za, zdaj pa se odločamo, kako bomo tukaj, kaj bomo tukaj počeli, kako se bomo odločali, kaj bomo upoštevali. Ja, upoštevali bomo tudi vse te informacije, ki jih dobimo. In evo za magnezij, ravno kar posredujemo informacijo, zakaj je biomagnezij od Pharma Nord, torej magnezij, ki ima prednosti. Ki ima prednosti v smislu večje vsrkljivosti, večje učinkovitosti. Tako da zdaj mislim, Midva bova dejansko tudi pokazala danes. Ja, imamo recimo en graf, kako ta graf recimo zdaj je pokazal, to je bila finska študija, tukaj, a je možno, da recimo tako pokažemo malo, da približate. Samo en trenutek, je zelo, no evo, tukaj se vidi recimo, tale graf se odlično vidi tukaj, se vidi tukaj na sliki, ta manjši graf, to je eno tako povprečno stanje, ko se pa zaužije biomagnezij, se pa ta raven magnezija v krvi poveča 6-krat. 6-krat. Znatno povečanje. To je največ doslej.
In to 6-kratno povečanje istočasno tudi pomeni toliko večja možnost učinka. Ne, a veste, ker smo rekli prej, da ga primanjkuje in ko imamo tolikšno povečanje, potem je tudi seveda učinek, na vse tisto, kar smo govorili, da magnezij počne v telesu, tudi od tega pač sorazmeren. No in to 6-kratno povečanje, kolikor je meni znano, zaenkrat na tržišču, to je zdaj že kar nekaj časa, torej predstavljamo samo pri biomagneziju. Zdaj recimo ta biomagnezij ima še ene značilnosti, veste. Tu pri magneziju, veste, recimo vsak oligoelement ima svoje nosilce, rečemo, veste, ni sam, ampak prihaja v paru. To so recimo magnezijev oksid, magnezijev hidroksid, magnezijev acetat, magnezijev karbonat, no in tukaj je Pharma-Nord raziskoval, katera kombinacija teh magnezijev je najbolj učinkovita. No in v teh nekaj letnih raziskavah so prišli do tega 6-kratnega povečanja s pomočjo kombinacije in to je ta biomagnezij in to je pa, bom rekel, je trokomponenten, se pravi, je magnezijev hidroksid, magnezijev acetat in magnezijev karbonat. Ta trojna kombinacija, kako je to, v kakšnih sorazmerjih, ki to verjemite mi, da je to poklicna, profesionalna tajnost, jaz tega ne vem, jaz tega ne znam povedati, kako in mislim, koliko je tega, točno, ampak rezultat je pa tu, Tako da, no in zdaj bistveno pa je, da se ta recimo struktura čim hitreje raztopi, In to smo se nekako dogovorili, da bi danes demonstrirali. Torej, raztopi in posledično absorbira v telesu. Tako. Čim hitrejša reakcija, efekt torej. Čim hitreje se stopi. No in smo se zmenili z režijo, da bomo to... Prav to tudi danes dokazali našim gledalcem. Tudi demonstrirali, da ne bomo samo teoretično, ampak bomo tudi... Tu imamo kozarec navadne vode. Evo, perfektno, odlično, režija je to približala. Zdaj bomo spustili not to tabletko, no in tu vidimo. Spremljamo torej, kako hitro se to... To ni šumeča tableta. Za šumeče tablete je značilno, da torej vre, tukaj tega ni, ampak evo, to je zdaj 10-15 sekund in tableta je že stopljena. Tako, in magnezij se dejansko sprošča v tekočini. In magnezij je noter, in to se samo zmeša in se spije in pač kolikor je, to recimo ta tabletka je že stopljena, da vidite, je že stopljena, in to isto se dogaja tudi v našem prebavnem sistemu, in kolikor je hitro topno tukaj, tako je tudi hitro topno tudi v naših prebavilih, v želodcu in v tankem črevesu in potem se seveda tudi bolj usrka. In to je recimo karakteristika tega sena. Ponavljam, to ni šumeča tableta. Za šumeče tablete je značilno to, da imajo zelo majhno usrkljivost. Tam prihaja do plinov izrazitih, tukaj pa ne. Tukaj pa se samo stvar stopi in potem takoj direktno usrkava v črevesno sluznico ali pa želodčno sluznico. In torej rešitev teh številnih težav, ki jih imajo, sem prepričana, da naši spoštovani gledalke in gledalci, je torej v tej škatlici, katere blagovni zastopnik ste torej podjetje Mic Mengeš. Torej, kje dejansko lahko naši gledalke in gledalci kupijo, kje lahko dobijo ta magnezij, na kak način? Zdaj recimo še ena informacija je smiselna, mislim, kakšen je odmerek, kakšna je doza, Zdaj z ozirom na to, da ima tako visoko usrkljivost, naj gledalce in gledalke ne preseneča, da je torej ta odmerek nižji od tiste uradne torej pač informacije, Torej
priporočena dnevna količina selena Magnezija, priporočena dnevna količina magnezija je 300 mg na dan, lahko tudi 600 mg na dan, a ne? Tudi tu nekje se pač giblje, a ne? Ampak pri nas je pa seveda nižja, a ne? Ker smo rekli prej, da mislim, koliko poskoči, a ne, 6-krat poskoči, ne? In je čisto dovolj, a ne, čisto dovolj je, če vzamemo eno tableto na dan, a ne? Ta ena tableta na dan pa ima 200 mg, ne? 200 mg, a ne? Tako, predlagate uporabo z vodo, morda? Z vodo, pa še nekaj, recimo, ne, ta biomagnezij je brez okusa, brez vonja, brez sladkarij, ne, ker ni potrebno, veste, nam ni treba tukaj dodajati ne vem kakšnega sladkorja in tako naprej. Ni to, ker nam manjka magnezij, ne sladkora, ne. Mi se tukaj ne prizadevamo za noben okus in je to dejansko brez okusa, veste, tukaj. Ta magnezij je popolnoma brez okusa. Spiješ vodo, a ne, mislim, to, kar je zdaj stopljeno tukaj, spiješ, a ne, nimaš nobenega okusa, ampak je samo magnezij noter. In to je bistvo. In to dejansko tudi potrebujemo. In to potrebujemo. Ne? To, tako da recimo, če včasih, jaz bi rad povedal pač gledalcem in gledalkam, ne, da recimo to dodajanje recimo sladkarij, a ne, umetnih sladil zlasti, a ne, to je to, ne, ima namen tega, da nekako privolimo, ne, ampak mi ne rabimo ne, tega, mi rabimo magnezij, za magnezij gre, a ne. Sladila pa dejansko prinašajo druge težave, Tako katerih je. se morda sploh ne zavedamo v Tako tem je, primeru. tako je. Se Mislim, pravi, sploh pa brez govorimo, dodatkov. mislim, koliko mi čezmerno uživamo sladkor, ne? Čezmerno ga uživamo, veste, to je zdaj problem tudi današnjega časa, ne? In recimo sladkor, jemanje sladkorja ima 99 točk, ki so problematične. 99. Tako da zdaj Brez dodatkov, brez čista dodatkov, osnova ja. magnezija, torej Ja. v tejle modri škatlici. Ja. Morda še katerem delu dneva bi priporočali našim gledalkam in gledalcem, da dejansko použijejo ta magnezij? Kakšne posebne zahteve ni, a ne, ampak tu recimo ena taka klasično priporočilo je, a ne, tisto standardno, ki ga pač vedno ponavljamo, ko gre za vsrkavanje učinkovin, a ne. Torej, naša prebavila, tako kot mi sami, a ne, so v najboljši kondiciji v prvi polovici dneva, a ne, v enem dopoldanskem času in tako naprej, a ne. Tako da takrat je tudi vsrkavanje za spoznanje močnejše, za spoznavanje boljše, ne, in takrat tudi recimo, dajmo se poslužiti tudi tega biomagnezija, a ne, tudi takrat, a ne. Kot ste že omenili, poleg vseh številnih težav, pri katerih dejansko pomaga magnezij, bi gotovo da priporočali, da pa z uporabo magnezija pričnemo že na začetku, ko se dejansko težave šele pojavljajo, kot pa takrat, ko pa so že težave dokaj resne. Ja, glejte, zdaj tu smo spet na istem, kot smo govorili na začetku, ne. Zadeve prihajajo k nam, ko se problematizirajo, ne. In jaz mislim, da nam ni treba skrbeti, ne, da v teh časih, ki jih živimo, a ne, da ne bi nam prihajale takšne ali drugačne težave in da ne bi zdajle ob tem poznavanju veliko širšem kot včasih, ne, ob tem poznavanju stvari in tudi prehranskih dopolnil in da ne bi pomislili na magnezij. In dejansko je tudi res tako, ne, magnezij je zdaj res eno široko polje pridobil, ampak po vsem tem, kar smo rekli, je to popolnoma upravičeno. Je popolnoma upravičeno, a ne. Se pravi, je pa še zmeraj, a ne, na mestu to, a ne, in mogoče bi nekako s tem tudi zaključevali, a ne, Povezali. da je pomembna kvaliteta. V življenju je vedno pomembna odločitev za kvaliteto, ne, za kvaliteto. Tukaj cena sploh ne igra vloge, boste videli, ne, ker recimo mi imamo pakiranje 60 tablet, to je približno za 2 meseca, ali pa 150 tablet za 5 mesecev, a ne, ne. In recimo cene so tukaj zelo korektne. Recimo pri tem večjem pakiranju, to je
150 tablet, a ne, pride mesečno 4,5 evra. 4,5 evra, mislim, da je to korektna cena. Mislim, da je to korektna cena in da je nekako v obratnem sorazmerju s tem pomenom, ki smo ga poskušali gledalcem in gledalkam naslikati, ne, kaj je magnezij. Tako. Gospod Krstič, najlepša hvala za vaš čas in pa obrazložitev, ki ste nam jo podali, ne nazadnje odprli oči, kako pomemben je torej magnezij v življenju prav vsakega človeka, torej tako mladega kot tistega starejšega. Predvsem pa je torej pomembno, poslušajte svoje telo, odreagirajte pravočasno in primerno. Ne nazadnje pa je torej tudi oddaja Pot do zdravja z vami in za vas z namenom, da vam na vaši zdravi poti v zrelo življenje tudi pomagamo. Z naše strani pa zgolj še nasvidenje in srečno do prihodnjič. Nasvidenje.